Nogometni dan v Ligi Simobil pa se je začel z odpravo suspenza Ljubljane. Dogodek dneva, prva tekma 14. kola, je vzbudila veliko pozornosti. Na naši spletni strani ste v anketi nekoliko več možnosti za zmago dali Mariborčanom. Zanimivo, saj so imeli pred tekmo kar 8 točk prednosti zeleni. Četrtfinale pokala pa so dobili 4-3. V derbiju 14. kola, v večjem derbiju med nogometaši Maribora in Olimpije, ponovno v Ljudskem vrtu zaslužena zmaga nogometašev Vega Olimpije. Nogometaši v zeleno-belih dresih so natančno vedeli, po kar prihajajo v Ljudski vrt, odigrali so taktično izjemno zrelo in povsem nadigrali nogometaše v vijoličastih dresih. Povedli so v 3. minuti sodnikovega podaljška v prvem polčasu. Tole je mojstrovina koga drugega kot Roberta Prosinečkega, ki je takole s kakšnih 25 metrov z neubranljivim strelom premagal Dina Šeremeta. Mariborčani tudi v drugem polčasu niso zbrali dovolj moči, niso imeli pravih idej, da bi uspeli spreobrniti potek tega srečanja v svojo korist. V 72. minuti je takole prodrl Puc, morda celo storil prekršek na sredini igrišča. Njegov strel je Šeremet sicer najprej obranil, potem pa nesrečno posredovanje Vuksanoviča in avtogol ter vodstvo Olimpije z 2-0. Piko na i, visoki zmagi Ljubljančanov s 3-0 pa je v 84. minuti postavil Puc. Sicer pa še en neljubi dogodek v Ljudskem vrtu. Ne vem kolikokrat že so organizatori dopustili, da so na igrišče udrli mariborski navijači, ki so v prvem polčasu za približno 5, morda celo 6 minut prekinili srečanje. Sicer pa mislim, da o tem incidentu nima več smisla izgubljati besed, kajti dodatnega reklamiranja takšne navijaške poteze pač ne rabijo.